In po napornem prejšnjem dnevu, prejšnjem večeru smo se odpravili na vse zgodaj zjutraj. Kot vidite, smo bili med prvimi na tako imenovani delovni zajtrk. Delovni zajtrki so v bruseljskih pisarnah, se pravi v Evropskem parlamentu, zelo popularni. Kot boste videli, polno zasedeni. Prišli smo na delovni zajtrk, na katerega nas je povabil gospod Lojze Peterle. Tisto jutro pa je gostil svojo kolegico, poslanko Doyleovo iz Velike Britanije in pa skupino Planet zdravje, skupina iz Ljubljane, ki je prišla v Bruselj prav tako na njegovo povabilo. Kot vidimo, interes je bil več kot velik, tako da smo bili presenečeni celo mi, saj smo ostali brez sedežev, ker smo prišli 3 minute prepozno, kot se za televizijo spodobi. Tudi asistentka gospoda Peterleta Špela je bila še zelo na začetku delovnega dne. Kot vidite, tukaj je Čopova ulica še popolnoma prazna. Se pravi, razen delovnih zajtrkov, več ali manj zadeve še stojijo. Čeprav naj bi nekako delovni dan trajal od 9 pa do 19. Pa smo se odpravili k gospe Mojci Drčar Murko, ki nam je prejšnji dan obljubila intervju. Bili smo veseli, da se na hodnikih nismo zgubili. Zdaj smo v pisarni gospe Mojce Drčar Murko, se pravi pri skupini, boste kaj sama povedala, katera politična skupina v Evropskem parlamentu je to? To je Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo. Ena od bistvenih stvari, ki nas zanima, glede na to, da smo z nekaterimi že precej obširno govorili, pa so nam že pojasnili, kakšen je ritem, utrip, je, v katerih odborih oziroma komisijah sodelujete pa vi, na katerih področjih? Prvo področje, najpomembnejše, je bilo okolje, in to je kar precejšen nabor tem, od takih klasičnih, kot so zadeve v zvezi z podnebnimi spremembami, varstvom zemlje, zraka, vode, ampak tudi vsemi posledicami kmetijstva, potem vprašanje varne hrane, ampak tudi zaščite potrošnikov, ko gre za posledice uporabe recimo kemičnih sredstev ali pa dodatkov in tako naprej. Pesticidov mogoče tudi? Ja, na vsak način. Ja. To je bilo eno izredno pomembno področje, s katerim smo se dolgo ukvarjali. Bil je občutek, da se v kmetijstvu, pa tudi v takem normalnem vrtnarskem delu uporablja preveč pesticidov. In mnenja so zelo različna. Nekateri menijo, pesticidi se moramo vedeti, so izredno povečali donose. Zdaj treba je biti zelo natančen, zelo pameten, da ne narediš večjo škodo, če nenadoma rečeš, zdaj pa mi ne bi več s pesticidi. Po drugi strani pa je jasno, da je z njimi treba delati skrbno, da tisti, ki delajo z njimi, posebno s toksičnimi, takimi, ki so nesporno toksični, morajo imeti določene izpite. Če določene stvari je treba vedeti, kako in kaj se uporablja, kakšnih količinah, in jaz mislim, da nova zakonodaja, ki jo bodo države prenesle v svoje nacionalne zakonodaje, bo to upoštevala. To je recimo, to je vaše glavno področje delovanja ali je še okolje? Ja, bila sem aktivna zlasti prvi 2 leti, ko smo se pogovarjali o denarju na področju regionalne politike, ko je šlo za to, koliko denarja iz tako imenovanih kohezijskih ali pa strukturnih fondov bo dobila Slovenija. Tu mislim, da sem lahko kar uspešno sodelovala skupaj z drugimi novimi državami, ki so imeli deloma podobne probleme, deloma smo imeli pač svoje posebne. Pozneje je pa to delo v tem odboru postalo bolj rutinsko in sem se bolj posvetila nekaterim drugim, zlasti na področju človekovih pravic, ko so se kopičile
pravzaprav zadeve, na katere je bilo treba reagirati in je bil vsak glas pomemben. Aktivna sem bila tudi bi rekla, na področju tistega dela zunanje politike Evropske unije, kjer gre za vzpostavljanje dobrih odnosov s prihodnjimi članicami. Kakšno je, bi po vaših besedah lahko rekla, da je sodelovanje med našimi poslanci v Evropskem parlamentu glede na politično pripadnost, ne glede na politično pripadnost? Mi smo se po potrebi dogovarjali, ampak politično delo v parlamentu je pač tako, da nas združuje v političnih skupinah. Se pravi, tisti volivci, ki so volili mene, verjetno pričakujejo od mene, da bom v okviru liberalne skupine v Evropskem parlamentu njihove poglede branila. In ne rečem pa, da nisem opazila, da recimo poslanci iz velikih držav, ko gre za kakšno zadevo, ki je v njihovem interesu, ne iščejo povezav preko vseh političnih skupin. Zdaj, seveda, če imaš 60 poslancev in jih zbereš preko vseh političnih skupin, to ima določeno težo, večjo kot v našem primeru. Pretežna večina od vas 7 poslancev in poslank v Evropskem parlamentu je že napovedala svojo ponovno kandidaturo. Pa vi? Jaz ne bom kandidirala. Razlogi so serija osebnih, bi rekla, lahko jih imenujete osebnih razlogov ali pa osebnih razmislekov, tako kot mora človek, to je avantura, se podati na evropsko raven, mora takrat, ko se odloči za to, razmisliti. Gospa Mojca Drčar-Murko, jaz se vam za tale kratek intervjujček, mu bova rekla, in za tale kratek prispevek vaš k naši oddaji prisrčno zahvaljujem in upam, da se srečamo kdaj še v kakšnem drugem okolju, glede na to, da se vračate v Slovenijo. Lepa hvala za povabilo k intervjuju in za lepe želje. Lep pozdrav in uspeh vaši televiziji. Hvala vam. In od gospe Mojce Drčar-Murko, gospodu, ki smo ga že spoznali, Aureliju Juriju. Da ne bova ponovno poudarjala, vi ste rekel, da se odpovedujete nadaljnji kandidaturi, pa glede na kratek čas, ki ste ga preživel tukaj, me zanima en vaš pogled dejansko na en prerez, če lahko strnete, če vam uspe v enem kratkem času, namen Evropskega parlamenta. A je Evropska unija to, kar smo pričakovali, a je Evropska unija to, v kar smo šli s takim navdušenjem, ne glede na politični pol? Se pravi, najprej sama Evropa kot taka. Ja, Evropska unija, po mojem, je več, kot kar sami vemo o njej. Je, po mojem razumevanju stvari in tudi mojem dojemanju njene vloge, naša skupna hiša. Tista, ki nam zagotavlja najvišje standarde življenja, obnašanja, varnosti, če hočemo, vis-a-vis dokaj razburkanega sveta. Danes smo v središču velike svetovne gospodarske, finančne in socialne krize, ki tu pa tam prerašča tudi v hudo politično krizo. Doživljamo nasilje, doživljamo tudi odzive na oblasti nenadzorovane oblike, ki ne kažejo, da bi bil ta svet obvladljiv, miren in zagotavljal neko svetlo in varno prihodnost človeštvu. Pa da ne govorimo zdaj o klimatskih spremembah in težavah, ki nam jih sama narava povzroča zaradi slabega lastnega vedenja. Tukaj Evropa je tista skupnost, ki v izpopolnjevanju kriterijev demokracije, spoštovanja človekovih pravic, enakopravnosti ženskih, moških, varnostnih kriterijev, daje vendarle največ, kar svet ponuja. Ni drugih predelov sveta, ki bi bili tako stabilni in varni, kot je Evropska unija.
Mora pa vsak člen v tej družini in vsak član te družine, kar so nacionalne države, spoznati, da pripadnost tej skupnosti pomeni tudi preseganje tistih ozkih pojmovanj nacionalnih interesov, včasih dolgih grobov po logiki kri in zemlja, in pri premagovanju tovrstnih ovir, kajti naš skupni interes je višji, kakor je recimo položaj meje, pripadnost nekega predela ozemlja in tako naprej. Ampak gre za to, da danes o preseganju tudi meja, o povezovanju z skupno valuto, ob mobilnosti naših mladih ljudi, poslovnežev, turistov in tako naprej, ustvarjamo nek širši prostor, kjer se enako počutimo varni, tako doma, v ožjem okolju, kot tudi daleč od svojega doma, ampak znotraj te skupnosti. Evropska unija torej je tisto, kar smo iskali, po mojem, nismo pa jo še sprejeli povsem tako, kot bi morali, zato da bi se počutili Evropejci. In ta Evropska unija potrebuje svojo strukturo, da bo delovala. To strukturo ima ta nadnacionalni parlament, ki je ta Evropski parlament, ima neko svojo tudi obliko vlade, kar je Evropska komisija, ima vse nadzorne inštitucije, ki temu prispevajo, in ima tudi transmisija nacionalnih držav, ki je v Evropskem svetu, kjer se neposredno interesi tudi nacionalnih članic izkazujejo, izpovedujejo in izvajajo. Tako da je ta prava struktura, ampak še v naši javnosti ni še povsem razumljena, po mojem, in zato tudi zavoljo tega je slabo udeležba včasih na volitvah. Ne premoremo tega preskoka. To smo, po mojem, še mentalno, psihološko, sociološko in tudi kulturološko še nekoliko bolj zakrnjeni in potrebujemo nekaj več časa, da spoznamo to veliko prednost. Ena druga zadeva, ki paše pa seveda zraven, se vam zdi, da je Slovenija s svojimi 7 zastopniki v Evropskem parlamentu v tem prvem mandatu naredila ne dovolj? Se vam zdi, da je uspela, ker se vedno ukvarjamo s to prepoznavnostjo, da je uspela pustiti en pečat, na podlagi katerega lahko ugotovimo, da so vsaj naši poslanci v Evropskem parlamentu usvojili to prvo lekcijo, kaj pomeni biti Evropejec, in jo mogoče prenesli majčken en košček domov v Slovenijo, v našo javnost. Smo pa nismo, ne? Da smo kot Slovenija pustili preko 7 poslank in poslancev, pa preko tudi neposrednega dela državnih organov Republike Slovenije, tudi javnosti, medijev, 2 pečata v Evropski uniji je nedvomno. En velik pečat dober je bilo uspešno predsedovanje Evropske unije, kjer smo kot prva izmed novih članic dobili to čast in to nalogo, to breme, da predsedujemo te veliki skupnosti za dobo 6 mesecev, in smo to po ocenah tudi večjih članic, starih članic opravili izvrstno, dobro. Hvala Bogu, ni bilo še recesije, oziroma bila je, pa jo nismo zaznavali, ampak ni bila to ena od naših nalog, kajti Češki ni lahko danes upravljati, tako kot tudi Franciji ne, s tem velikim problemom, ki je še pred nami in ki se še poglablja. Ampak tisto nalogo, ki smo jo opravili dobro, in imamo negativni pečat v tem, da smo za voljo spora s Hrvaško zaradi meje zaustavili širitveno strategijo in širitveni program Evropske unije. Danes se nič ne premika, kajti pogajanja s Hrvaško, ki je prva izmed naslednjih potencialnih članic in zelo pomembna, tudi so zelo pomemben subjekt v Zahodnem Balkanu, pogajanja ne napredujejo. Zdaj stvari stojijo in kolikor je seveda odgovorna Hrvaška, ker ne pristaja na reševanje problema tako, kot bi si ga tudi mi želeli in si ga tudi želi Evropska komisija,
v tem trenutku, ko posreduje. Ampak obenem odgovornost je tudi naša. Ne. Slovenija se je odločila, da ne da pristanka k zapiranju, odpiranju poglavij pogajanja in je cel postopek zastavil. Komisar Olli Rehn se trudi, da bi našel neko rešitev in da bi vendarle vrnil tok dogajanj v koledar, ki je bil zapisan, ne, ki predvideva, da naj bi pogajanja Hrvaška končala že do konca letošnjega leta, zdaj smo v veliki zamudi in bojim se, da tega vlaka ne bomo ujeli in da bo prišlo še do hujših scenarijev. Torej lahko se stvar še nadaljne zaplete, širitvena strategija se ustavi, bolj bo za Evropsko unijo in tudi za Slovenijo kot dežurnega krivca velika dilema, kako je to pametno postorila. No in to je ta negativni predznak, ki smo ga prejeli in kar zaznavam v pogovorih z mojimi kolegicami in kolegi iz drugih političnih skupin in tudi svoje politične skupine. Nimamo velikega razumevanja za našo blokado. No, da se razumemo, ne glede na to, da naš predsednik vlade pa ministri razlagajo in tudi minister Žbogar, da imamo veliko razumevanja. Jaz ga nisem še videl, čutil. Ampak seveda želimo si vsi, da ta mediacija preko arbitraže ali kakršnekoli druge oblike razpletanja mejnega vprašanja odpre znova to pot in da se vrne v normalen tok. Tako da Slovenija je odigrala neko pomembno vlogo v dobrem in slabem. Evropski poslanci iz Slovenije smo pač skladno s svojimi prepričanji okrog tega tudi svoje povedali in skušali tudi razložiti v zaplet. Bile so med nami normalno razlike, kajti drugače doživljamo to situacijo, tudi razumemo. Vem, da kritika na račun naše vlade je prišla strani 2 izmed 7 poslancev, ne, poleg mene še kolegica Mojca Drčar Murko, niso glašala s to blokado, drugi so pritrjevali pač tej potezi, ampak to so normalne razlike, ki morajo tudi obstajati zato, da je neka kritična masa, ki tudi motivira k uporabi možgančkov tudi v politiki in ne samo pač zaupanju naslepo temu, kar naši oblastniki počnejo doma. Jaz, kot ste sam povedal, sem prišel bolj pozno, pa ni bilo časa, da bi se jaz tudi lotil kakšne bolj odmevne akcije. Sem pa izkoristil priliko, ki mi je bila dana v tem času, da sem v času možnosti, ki jih imamo znotraj parlamenta, povedal, kot bi rekel en znan italijanski režiser, Nanni Moretti, nekaj bolj levega. Ne. On je tako ošvrgnil enkrat Massimo D'Alema, ko je bil predsednik levih demokratov v Italiji, pa je govoril, pa nič levega povedal. Pa je rekel, dimmi qualcosa di sinistra, finalmente. No, tako sem jaz, pač kot levičar, sem izkoristil tiste priložnosti, ki so bile, da sem jaz svoje misli, svoje prepričanja povedal in so bila tudi upoštevana v oblikovanju skupnih stališč, recimo politične skupine PSE-ja. Dobro. Kaj zapuščate svojemu nasledniku oziroma naslednici? Tako, s tem je nekako zaključila najmen pogovor, glede na to, da se poslavljate, kako vidite nadaljevanje vašega mandata v drugi osebi? Jaz sem še povedal, da v napovedi, kdo bo vodil listo in kdo bo sestavljal listo moje stranke. Ne. Vemo, da je predlog, da bi nosilec liste bil Zoran Thaler, na drugem mestu bivša oziroma novinarka Tanja Fajon, kljub temu, da nista člana SD-ja. Jaz sem že napovedal, da mojo podporo bodo dobili tisti kandidatke in kandidati ali pa lista, ki bo soglašala z mojimi napovedmi in mojimi pričakovanji glede razpleta tega velikega problema, ki smo ga prej omenjali, torej odnosov s Hrvaško. Tisti, ki bojo pritrjevali odločitvi, ki jo je sprejela vlada in moja stranka in predsednik vlade, seveda moje podpore ne bodo uživali, kajti scenariji, ki jih videvamo, so tisti, ki sem jih jaz napovedoval in niso dobri. Tako da znotraj svoje politične skupine, vsak se mora toliko angažirati in politična skupina, koliko sem spoznal jaz v teh nekaj mesecih,
ti prisluhne, če imaš evropsko govorico. Če imaš nacionalno govorico, lokalno govorico, ti pustijo govoriti, ampak to gre mimo. Ne, to se Ne pade na plodna tla. Ne, absolutno ne. Ko pa govoriš evropsko, ko govoriš o skupnem interesu, o vrednotah stranke, ne moreš govoriti po eni strani, smo vsi za širitev Evropske unije, smo za to, da Hrvaška čim prej vstopi, ampak seveda ne bo vstopila, dokler ne pristane na rešitev, kakšno mi želimo. To ne gre, ne. To smo malo s figo v žepu, kot se temu reče. In tukaj moraš biti dosleden in pošten. In ko dobiš, ko si tak, dobiš tudi zavezništvo vseh tvojih kolegic in kolegov in seveda vstopijo tebi v bran in tudi na tvojo stran. Kaj boste počeli poslej? Počel, še bom brcal, jaz rad pišem, rad pišem, bil sem nenazadnje 19 let novinar, tako da sem se s tem že prej ukvarjal, s politiko, zunanjo, notranjo, če bojo pač ponudbe, ki so že enkrat bile pred leti, če se bojo pojavile in če še veljajo, bom pač pisal, govoril, pač pripovedoval svoja mnenja in ocenjeval trenutne razmere v politiki, tudi po končanem mandatu za kakšne medije. Imam nekaj, tudi z italijanske strani so bile neke ponudbe, tako da bom videl, sicer grem lahko tudi se včlanim v društvo upokojencev čez nekaj mesecev. Že? Ja, imam vse pogoje in bom veliko tudi prostega časa za svoj užitek, za družinske potrebe, za vnuke, za šport, za rekreacijo, za glasbo. Bomo tam ponovno potegnili kakšne čopiče ven, pa platna, pa bomo spet slikali, kot smo mnogo leta nazaj. Tako da bo še živahno, aktivno in zabavno. V imenu naše nove televizije Exodus vam želim veliko lepih trenutkov in veliko takih izzivov, ki ste jih zdaj omenili. Hvala, pa srečno vam. In od gospoda Aurelija Jurija preko levega trakta mimo ustanovitelja Evropske unije, duhovnega očeta, gospe Romani Jordan Cizelj. Gospa doktor Romana Jordan Cizelj. Sem bil precizen? Dober dan, res ste bili natančni in priznam, da je moje ime kar zakomplicirano, da sem včasih Jordana, drugič Romanov in različne kombinacije. Ja. Skratka, mi smo tukaj na obisku v Evropskem parlamentu, pri Evropski ljudski stranki in seveda pri vseh naših 7 evropskih poslancih. In tako seveda smo se oglasili tudi pri vas. Vas je zelo težko dobiti, kar poveva takoj, pa povejte kar sama, kakšen delovni dan imate danes? Ja, delovnik je res kar precej naporen, zaradi tega, ker si želim pokrivati čim več tistih področji, na katerih Slovenija sicer nima poslancev, to pa so področja, ki so povezana z mojo izobrazbo, ki posega na tehnično področje in na področje raziskav, tako da sem zadolžena za področje industrije, telekomunikacij, raziskav, energetike, podnebnih sprememb, razvojne politike, se pravi politike sodelovanja Evropske unije s tretjimi državami, to pa seveda vzame kar precej časa. Delo pa seveda ne poteka samo tu v Bruslju, kjer sva midva danes, ampak mislim, da je izredno pomembno, da tudi doma v Sloveniji povemo, kaj delamo in da tudi doma v Sloveniji slišimo od ljudi, kaj si želijo od nas, katera mnenja naj zagovarjamo, katera stališča, kaj so tiste prioritete pomembne za njih. Zaradi tega je ogromno dela tudi v Sloveniji. Torej, naš namen je bil predstaviti vaše delo ljudem, ker ljudje veliko govorijo o evropskih poslancih, ampak v bistvu si ne predstavljajo, kaj vi pravzaprav počnete tukaj. Tako kot ste že sama omenila, vi pokrivate svoje področje, moramo povedati, da ste doktorica jedrske tehnike. In zaradi tega, se pravi, delujete v specifičnih odborih, ki ste jih omenila. Mogoče še v katerem?
Omenila nisem recimo odbora za proračun, kjer sem nadomestna članica, prav tako sem v začetku mandata sodelovala v odboru, ki je oblikoval finančno perspektivo za obdobje 2007-2013. No, vsak od poslancev pa je tudi član vsaj kakšne delegacije za odnose Evropske unije s tretjimi državami in jaz pokrivam odnose z Združenimi državami Amerike, kolikor mi uspe pa tudi s Kanado. Zelo lepo. To se pravi, popolnoma zasedena, tako kot ostali, s katerimi smo že opravili te pogovore. Zato sem prej rekel, mogoče me niste prav razumela, da bi mogoče v resnici povedala urnik današnjega dneva. Namreč preletela ste pred kakšno uro pa pol nazaj. Ja, današnji urnik je res zelo zanimiv. Zjutraj sem se odpravila na pot iz Ljubljane do Bruslja, na kar sva z asistentko preleteli dogajanje današnjega tedna v Bruslju, kajti dogajanje v Sloveniji mi pokriva drugi asistent. Nato sem se udeležila sestanka odbora, ki je zadolžen, ki ima pristojnosti na področju industrije, raziskav, energetike. Sedaj se pogovarjam z vami, nato bom sprejela skupino, ki pride na ogled Evropskega parlamenta iz Slovenije. Nato letim nazaj v Slovenijo in v večernih urah bomo imeli tam okroglo mizo o prihodnjih izzivih politike v Sloveniji, Evropski uniji in skratka ozrli se bomo v prihodnost, kaj so pričakovanja ljudi od politike v teh časih, ki veva, da so težki. Tu ne gre le za krizo zaupanja na področju financ in na področju gospodarstva. Jaz mislim, da je zdaj tudi tisti čas, v katerem politika mora znova pridobiti več zaupanja, to pa seveda z ustreznimi akcijami. Seveda te akcije so tiste, o katerih veliko slišimo tudi v javnosti, ampak zdi se mi pa, da nečesa primanjkuje, da premalokrat postavimo v ospredje človeka, da premalokrat rečemo, da moramo pravzaprav narediti nekaj dobrega za delavca, ki ostane brez službe, za njega narediti bolj konkurenčnega na trgu dela in da se moramo na tak način tudi z ljudmi pogovarjati. Lepi plani, upamo, da so te iniciative tudi v Sloveniji uspešne. Ker kot smo do zdaj uspeli razbrati, da v Bruslju potekajo vsi ti pogovori in iniciative na vseh nivojih in relativno uspešno, pri nas pa se nekako zelo počasi te stvari premikajo. A to drži? To je stvar, nad katero sem bila zelo navdušena, ko sem prišla v Bruselj. Da imamo različne platforme, različne mehanizme za soočanje mnenj in da moramo seveda zaradi tega veliko več delati, da moramo zaradi tega biti bistveno bolj aktivni, ampak skozi vse te razprave, skozi različne preseke ljudi in interesov se potem nekako izkristalizira nek ukrep, ki največkrat je dober zaradi tega, ker je uravnotežen. In tega sodelovanja mislim, da je tu res ogromno, da se zaveda politika, da potrebuje strokovna mnenja od stroke, da potrebuje mnenja od nevladnih organizacij in da se seveda tudi ti subjekti zavedajo, kako pomembno je, da nam dajo res prave in korektne informacije. In to je ena od izkušenj, ki jo želim prenesti tudi v Slovenijo. Rekla sem, danes imam eno razpravo na to temo, sicer pa je to tudi razprava, ki poteka, ki je del serije razprav, ki jo ima Slovenska demokratska stranka v pripravah na kongres, kajti ta kongres ne bo le kadrovski kongres, ampak tudi vsebinski in želimo ga čim bolje pripraviti. Ena zadeva, ki je ključnega pomena, namreč mi smo dobili zunanje informacije, da velike države tukaj v Evropskem parlamentu večkrat sodelujejo ne glede na politično pripadnost, se pravi ne glede na politično skupino. A je ta zadeva možna tudi v naši, bom rekel, v slovenski delegaciji? Ne? Ta zadeva je možna in se je dogajala in mislim, da je prav, da se dogaja, je pa seveda odvisna od ljudi. Vedno, kadar govorimo o takih stvareh, moramo vedeti, da to ni nekaj abstraktnega, ampak da je odvisno od vsakega posameznika. In določeni interesi, jaz mislim, da so tako močni, da so nacionalni interesi in da poslanci moramo delovati skupaj. Eden od takih je zagotovo interes Slovenije pri približevanju Hrvaške Evropski uniji.
uniji. Drugi tak interes, ki je po mojem osebnem mnenju bil izredno močan, je bil dobro predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. To namreč ni bilo le predsedovanje inštitucij svetu, ampak je uspeh tega predsedovanja bil odvisen tudi od dobrega sodelovanja z Evropskim parlamentom, kajti v tistem času so se vendarle sprejemali zakonodajni dokumenti, ki so bili pomembni, potekala so pogajanja in v teh pogajanjih je sodeloval parlament kot enakovredna inštitucija Svetu Evropske unije. In tu smo se tudi poslanci, mislim, da v veliki večini zelo angažirali in tudi prispevali k uspehu Slovenije pri predsedovanju. Dobro. Nekateri od aktualnih poslancev v Evropskem parlamentu so že napovedali svojo ponovno kandidaturo, kaj pa vi? Tudi jaz sem jo že napovedala. Prvič sem stopila v profesionalno politiko pred 5 leti in z delom tu sem zelo zadovoljna. Prav zaradi tega, ker je tako odprto, ker je ogromno diskusij, ker dobimo ogromno različnih informacij in res sem pri tem delu uživala in si želim svoje delo nadaljevati. Poleg tega smo pa prav v tem obdobju začeli z oblikovanjem določenih politik, kjer sem bila tudi jaz osebno zelo vpeta. To je recimo skupna evropska energetska politika, potem politika na področju podnebnih sprememb, pa vesoljska politika in tu so veliki izzivi, ki jih vidim še v naslednjem mandatu in na teh področjih, po mojem mnenju, Slovenija mora imeti svojega predstavnika ali predstavnico. Samo še eno vprašanje, ki posega na osebno področje, se pravi v osebno sfero. Kaj pa družina v tem primeru? Trpi ali ne? Družina, po mojem mnenju, najbolj trpi, če so njeni člani nezadovoljni. To pomeni, da moramo eden drugemu prisluhniti in vedeti, kako lahko svoje interese uskladimo. In tu družina mojim interesom je prisluhnila in se nismo prepustili, bom rekla, nekim klišejem, da ženska je pač dobra mama, če je ves čas doma. Zdaj se večkrat moja dva fanta, ker imam 2 sinova, pohecata in pravita: mami, saj če si pa kak teden doma, je pa to že preveč, veš, midva sva si zelo lepo sama zorganizirala življenje. Ampak ko sem nekje sredi mandata, ko je bilo res hudo, razmišljala, kako naprej, sem imela največjo oporo prav v družini. Prav mož in otroka so mi dejali, da naj vztrajam, ker smo pravzaprav tudi vsi bolj srečni, če je vsak posamezen med nami bolj zadovoljen. Jaz vam želim v imenu naše ekipe, naše mlade nove televizije Exodus, veliko uspeha, uspešno ponovno izvolitev, da se v naslednjem mandatu spet vidimo tukaj v Bruslju. Hvala lepa, jaz pa tudi vam želim veliko sreče in uspeha pri delu. Hvala. Hvala Bogu, nas je po 3 zaporednih intervjujih, po 3 zaporednih snemanjih gospod Lojze Peterle povabil na kosilo in to v staro mestno jedro. Tukaj smo šli čez tipično bruseljsko galerijo in kot vidite, pravi balzam za oči. Trgovine ena pri drugi, kavarne se držijo druga druge. Belgijske praline na vsakem koraku, skulpture, štukature, okraski, neverjetna arhitektura, kot da nismo v istem mestu, v katerem smo že bili. To se pravi, to je staro mestno jedro, ki pa je bilo nam do tega trenutka popolnoma tuje. To je tipična belgijska galerija. Ti nadstreški pa so bili narejeni zaradi tega, da se bogati ljudje ne bi zmočili, ko so šli od doma, se pravi, ko so šli iz svoje lastne hiše na drugo stran ulice na obisk oziroma v trgovino. Gospod Lojze Peterle nas je odpeljal v najbolj strogo mestno jedro, na Mesarsko ulico, ki jo vidite tukaj. Ta tlakovana ulica se imenuje Mesarska ulica. Peljal pa nas je na tradicionalno belgijsko jed, na kosilo s školjkami. Seveda so tako kot kavarne in trgovine, tudi restauracije ena poleg druge. Malo ambienta. Navzgor pa navzdol, veš, v obe smeri.
Moram priznati, da smo se že prav veselili, da se bomo končno v miru usedli in pojedli nekaj dobrega. No, vidite, aleluja in dober tek. Da vam ne bi kazali, kako smo zelo uživali v slastni hrani, smo kosilo preskočili in se odpravili na zaslužen sprehod še po ostalem delu mestnega jedra. Bruselj je seveda veliko mesto, velik center, ima približno 1 milijon prebivalcev in je konec koncev sedež Evropske unije. Tukaj vidite glavni trg, torej to je res glavni centralni trg sredi Bruslja. Ta palača pa je mestna hiša danes. Seveda smo, tako kot se spodobi, za Slovence sredi glavnega trga srečali tudi skupino obiskovalcev, ki so zelo veselo pozdravili gospoda Peterleta in seveda, ko so nas zagledali tudi nas. Potem pa smo odšli vsak svojo pot. Kot rečeno, gospod Lojze Peterle se je znova izkazal kot neverjeten in prijazen gostitelj. Zlata barva, baje, da je doma v Belgiji. Baje, da je v Belgiji doma zlati okras, zlati napis. Vendar to je še iz drugih časov. Kot veste, je Bruselj razdeljen na 2 dela, na flamski in valonski, kar je čutiti na vsakem koraku, ker je vse tudi dvojezično. Mi pa tega nismo občutili, ker smo več ali manj ves čas poslušali francoščino in več ali manj vsi govorijo v francoščini. Do naslednjič.